Jaz imam predlog za vse državljane. In sicer, da si naredijo čim prej Instagram profil in postanejo moji prijatelji. Do 130 tisoč sledilcev mi manjka samo še nekaj in jaz sem prepričan, da mi skupaj zmoremo. Jaz bom prevzel odgovornost in obljubim, da bom cel lockdown vsak dan objavil vsaj eno sliko ali zgodbico. Mislim, da ljudje to potrebujejo v teh časih. Mi na ministrstvu namesto lockdowna predlagamo tako imenovani lock-in, se prav državo zapreti, ja, ampak ni vseeno, koga zapremo in kam jih zapremo. Ljudi naj se zapre tja, ker je največja korist. Delavce se zapre v tovarne, otroke in učitelje v šole, ministre in druge predstavnike vlade v gostinske lokale in tako naprej. To bo boljše za gospodarstvo, torej za vse, zdaj psihično so ljudje že itak na dnu, slabs ne more biti, kar ni slabs, je pa že dober, ne? Na ministrstvu ugotavljamo, da je koncentracija ljudi okuženih s koronavirusom največja predvsem v naših velikih javnih bolnišnicah, zato predlagamo v času lockdowna, da zapremo na primer UKC. Privat ambulant ne bomo zapirali, ker nekaj je treba pa tudi nekaj zaslužiti, ne. Zdravniki so pa tudi že malo naveličani korone, pa potrebujejo tudi malo drugega razvedrila. Torej nam na NIJZ-ju se zdi, da se premalo poudarja barva zaščitnih mask, a ne, da se takoj ve, kdo je kdo, a ne. Jaz danes sem tukaj kot siva eminenca, zato imam sivo masko, logično, a ne. Modri gospodje okrog mene imajo v glavnem modre maske. Če kdo recimo jezen, pol ne nosi rdečo masko, ne. Bela maska, če ste se že predali in sam še čakate na 2023. Jaz mislim, da deljenje ljudi po barvah ni nekaj novega in to idejo bi lahko zelo hitro implementirali v sistem. Hvala. Meni je zelo žal, da z nami ni predstavnikov opozicije. Zaradi nastale situacije bom torej prisiljen zavrniti vsaj polovico predlogov, ki ste jih pripravili v koaliciji. Kriva je seveda opozicija, ki ni dala nobenih predlogov, ki jih lahko zavrnil namesto vaših, in pa Evropa, ker je. Kar se tiče mojih predlogov, so bili vsi soglasno sprejeti, več o njih pa na mojem uradnem Twitter računu, ne. Da se ti ne da gledati TV-ja, štekam. Da ti gredo reklame na živce, štekam. Da itak nima smisla, ker bomo vsi umrli, štekam. Da pa se še nisi subscribal na naš kanal, sorry, to mi je pa malo čudno. Klikni, cool je. No, pa glej oddajo, vsako soboto 5 do 9 na prvem programu Televizije Slovenija.